3500 zvezdic na enem takem jasnem nebu. Kaj mislite, koliko zdaj, če nekaj bolj oblačno zvezdic vidimo nad Brežicami? Kdo je delal? Vsem gre zaradi svetlobnega onesnaženja, torej to je tisto, kar strokovnjaki, astronomi, fiziki opozarjamo že vrsto let. In onesnažili smo tudi naše okolje z nočno svetlobo. In zaradi tega, ko dvignemo svoj pogled proti nebu, namesto 3000 zvezdic, kot naj bi videli v popolno temnem nebu, mogoče iz kakšnega mesta jedra vidimo nekaj 10 ali pa tudi manj. Astronomija je zagotovo veda, ki premika meje človeštva od svojega začetka, pa tudi dan danes, ko uporabljamo vrhunske stroje, pa tudi matematične modele, znanstvene modele, predvsem močne teleskope, ki pravzaprav prečesavajo nebo različnim elektromagnetnim spektrom. In kar je fascinantno, astronomija je, bi rekel tak, zelo hitro spreminjajoče ugotovitve nam prinaša in pušča v bistvu znanstvenike kar tako velike presenečenje, kajti velikokrat tiste zadeve, za katere mislimo, da smo jih obvladali, da so zagotovo pravilne, pa tudi v bistvu se izkaže, da z novimi odkritji moramo spremeniti naše mnenje, spremeniti teorije in prilagoditi še boljšimi matematični modeli oziroma opazovanji, ki morajo to potrditi. Začeli pred 5000 leti, nadaljevali se Egipčani, potem seveda grška civilizacija rimska, Arabci tudi, ampak ja, lahko rečemo, da astronomija definitivno spreminja naša dogajanja o vesolju tudi v nas. Preletave v Brežice pa se mi zdi, da je... Ja, torej, vzrok za to je svetlobno onesnaženje. Zato je vzrok, v bistvu, dragi moji, prevelika količina vode, ki se vidi dejansko nad Brežicami nebo, če ne bi nekaj luči. In zdaj me zanima, če je kdo od vas na morju, ko je bil videl poleti tole, starejši zagotovo so. Bravo. Ok, jaz sem poreklom iz Hrvaške, iz Pule, tam sem rojen, 10 let sem živel v Puli, pol pa sem v Splitu živel 17 let in pogosto sem v svoji mladosti, ko sem že opazoval zvezde, od 6. leta se zanimam za zvezde in pogledal nebo, sem šel na Vis, na Lastovo in verjeli ne, svojimi očmi sem videl leta 80 tole. Torej, tole je pogled v središče naše galaksije, v zvezdo Škorpiona, Strelca. Pogledate, se vidi središče naše galaksije. Angleži rečejo Milky Way. Mi naši galaksiji rečemo galaksija, ne rečemo imečna steza, to je popolnoma nepravilno ime naše galaksije, v slovenstvu je galaksija. To, kar vidimo na nebo, je središče in pogled v središče, naša galaksija ima okrog 400 milijard zvezd in ko gledaš v središče, česarkoli je tam največja gostota zvezd. In zaradi tega se vidi tale oblak. In tale oblak v bistvu je statistični pojav, da gledaš proti središču, ko je največja verjetnost in največ svetlobe pride, ker je največ zvezd in vidi se to. To ni noben prah, čeprav moram naglušiti, tisti, ki ste to videli v temnem kotičku, Lastovo je še en od najbolj zatemnjenih kotičkov Evrope, to te enostavno sezuje. Vidiš barve, vidiš takole kot tukaj, vidiš temno rjavo, rdečo, svetlo rjavo, oranžno, ne moreš verjeti, da je to možno. Se pravi, to je en božji dar, ki ga enostavno zadnjih 20 let praktično ne mogoče videti iz Evrope. Še v najbolj oddaljenih kotičkih, dalmatinskih otokov ali pamirskih otokov, po tem enem delu Poljske, in to je to. Žal smo prišli do tega, da smo onesnažili ne samo svoje okolje, ampak tudi atmosfero z lučmi. Drugače, naj vam zaupam, ko smo že tukaj, satelitov smo toliko izstrelili, da je prav izziv katerikoli raziskovalni skupini, tudi vojaški, izstreliti katerikoli satelit v vesolje. Namreč zdaj okrog v naši atmosferi na višini 200 do 400 km kroži čez 20 000 satelitov. In verjetnost, da bi kar takole izstrelili kakšen satelit, da bi on prišel nad višino 200-300 km, niti ni tako velika, zato ker bi lahko trčili v kakšen odpadek. Veliko niso vohunski sateliti, telekomunikacijski sateliti, to je tisto, kar vemo. Tisto, kar ne bo, je že 5-6 tisoč več satelitov. Ja, in naša atmosfera, oziroma nad atmosfero
višine nad 200-300 km so zelo nesnažene z vesoljskimi odpadki. Torej, kaj to pomembno? Kadarkoli plin segrejete na zelo visoke temperaturi, potem on začne oddati take čudovite barve. Temu se reče investicijsko stanje plina za tiste starejše, ki se spoznate na tole, ki ste tehnično podkovani na osnovno in dejansko to sevanje zvezde povzroči, da se zgodi v bistvu dva plina, ki sta najbolj pogosta v vesolju, to sta vodik in kisik, helij tudi, in ta plin se zgodi, nastane, tako zgodi in oddaja take čudovite barve. Se pravi, vesolje nas popolnoma preseneča z svojimi strukturami, svojo lepoto. Sam da vam zaupam, ta meglica dane na 20 000 svetlobnih let, se pravi, ni to tako enostavno, ne? Tukaj je ogromno teh satelitov, ki krožijo. Pa si predstavljamo, ne? Pa si lahko inštalirate program, pa bo, ne? Danes imamo zatemnjena balkončka, ampak potem, ko boste šli dol, boste pa lahko tudi odprli. Zdaj vas pa lahko prosim, da gremo gor, da vas čaka eno preseneča. Thank you.